Živijo, ponovno sem s tabo, Kristi, v nebeškem skopu za mesec november. Kaj sem tokrat zbrala za nebeško skop je nekaj, kar ti bo izjemno pomagalo, glede na dejstvo, da se 11.11. odpira zelo pomemben manifestacijski portal. Mi imamo tudi vsako leto za to pomembno manifestacijsko meditacijo, ki jo nočeš zamuditi. Poglej si na potovanje duše.si. Ampak 11.11. enka in leta 2026 bomo šli tudi v leto enke, predstavlja misli. Predstavlja tisto, kar se ponavadi učimo, tisto, kar razmišljaš, tisto, kar gojiš v svoji glavi, postane tvoja resničnost. In 11.11. je to izjemno močno in definira nekako cel mesec november, ki je tudi 11. mesec. Dve enki skupaj predstavljata v bistvu sporočilo, da je zelo pomembno, kaj v mesecu novembru razmišljaš, kaj ti tisto boš lahko tudi manifestiral. Zato je bilo najboljše vprašanje za ta nebeško skop sledeče. Katere misli, glede na tvoje astrološko znamenje, negovati, katere misli ti neguj v tem mesecu, v katerim mislim se prav načrtno, res načrtno posvečaj, zato da bodo obrodile pozitivne sadove. In zato je seveda bilo nekako najbolj logično, da izberem karte bogovi in boginje bogastva, zaradi tega, ker te karte predstavljajo manifestacijo same po sebi in bogovi in boginje so bili kot bitja zelo specifični v tem, da so zelo znali imeti močne misli, voditeljstvo in odločnost. Tako da, evo, te karte so pripravljene, jaz pa tudi, da si torej pogledamo. Začeli bomo tako, kot je nekako naša praksa. Kakor imamo ponavadi, bomo začeli torej z kozorogi. Torej, dragi kozorogi, katera miselna usmerjenost bo vaša je kar padla, čak moram iti po njo. Če ste videli, to je bilo zdaj pa res tako, prav filmsko, a ne? Prav odletela je tale karta. In tale vaša karta, kozorogi, a ne, je karta, veste, karta številka 11. Ravno na tem, kar sem govorila v uvodu. Bogastvo najdeš v miru počitka, kjer se tvoja duša ponovno napolni. Preveč dela je izčrpala tvojo moč, bodi kot jaz, boginja doma, in najdi zavetje v tišini svojega prostora. Vi morate delati na, vprašanje je bilo, katere misli gojiti, vi morate pa delati v bistvu na miselni razbremenitvi. Vi ste pa, dragi kozorogi, imeli preveč misli, preveč je bilo neke aktivnosti v glavi, misli so bile preobsežne, preglasne, in ko se enkrat nabere to preveč neke miselne aktivnosti, potem dejansko nobena misel več ne more iti v neko ustvarjanje, zaradi tega, ker je vsega preveč. Za vas bi bilo res dobro, da se posvetite, miselno posvetite tišini, biti v tišini, biti v miru. Ni treba, da res ves čas nekaj razmišljaš, pa da dosegaš. Ampak da naredite neko tako mentalno razbremenitev, mentalni reset, za vas bi bilo to res ključno. Potem pa boste lahko v mesecu decembru načrtno izbirali nove misli in nove poti za vas naprej. Okay? Kaj pa vodnari? Kaj bomo pa vodnari miselno delali? Vodnari, karta številka 2, bela tara. Bogastvo najdeš v trenutku zdaj, kjer časovni stroj tvojega srca obstane. Ne beži v preteklost ali prihodnost, v sedanjosti se skriva prava čarovnija in obilje življenja. Dragi vodnari, vi znate včasih biti zelo ambiciozni, zelo odgovorni, kar je čisto ok, lahko razumem, tudi sama sem vodnarka.
Ampak konkretno novembra bi bilo zelo fajn, da uživate v življenju, ki ste si ga postavili, si vzamete neke trenutke, ki delate stvari, ki vas veselijo. Predvsem ta karta, sem dobila sporočilo, da ne namenja toliko misli, joj, kaj bo pa februarja, kaj bo pa čez eno leto, a bom uspela tisto narediti, to kupiti, ustvariti, ne vem, karkoli že ljudje imajo. Ne bežati v prihodnost, za to neko tendenco zagotovila, da ja, se bo nekaj zgodil in da bi bil zraven ta strah, kaj pa, če se ne bo zgodil, zaradi tega, ker bi vam to v bistvu samo nek tak madež na manifestaciji puščali. Pustite se malo presenetiti. Naredite maksimalno, kar lahko naredite za svoje veselje, za svoj mir, za tisto, kar radi delate in verjemite, da rezultati pridejo včasih kot presenečenje, včasih tako, kar najmanj pričakuješ, brez da se obremenjuješ mogoče v bistvu s tem, ampak kako bo do tega prišlo? Jaz ne vidim, kako bi bilo pa fizično možno, da bi zdaj do tega prišlo. A veš, zaradi tega, ker pač trenutno ne vidim te opcije, te misli vam trenutno ne bi nikjer v manifestacijskem polju kakorkoli prišle prav, zato bi bilo dobro, da se posvetite torej vsakemu dnevu posebej in da ga res zaužijete z veliko žlico. Drage ribice, veste pa naslednje. Ribice, vaša karta, karta številka 29, fortuna, bogatstvo najdeš v kreaciji denarja, kjer tvoja energija podpira investiranje in nove priložnosti. Zdaj je čas za določene zaslužke in samostojno podjetništvo, verjemi v svoje sposobnosti. Drage ribice, za vas bi bilo dobro, da misli usmerjate s tem, katero idejo lahko razvijam, koliko denarja lahko z njo zaslužim, kam lahko investiram, da se mi denar dobro obrne, manifestirati in tudi meditirati na temo, da denar pa denarna sredstva prihajajo k tebi. To bi bilo za tebe res super. Zdaj sem se zavedla, da imam tole karto tamle na polštru, vidiš, na blazini. Tako da, to bi bilo za tebe ful dobro, zaradi tega, ker te bo kreacija samega denarja v mesecu novembru zelo podpirala. Ko manifestirati, meditirati na temo denarja, vložiti kam denar, spodbujati, narediti neko idejo, kjer bi dejansko lahko prinesla donosnost na ta, in če si se spogledovala s tem, da bi imela svoje podjetje novembra, definitivno tvoj čas. Okay. Po ribicah pa prihajate ovni. Ovni, vaša karta, moj star Jezus. Karta številka 28. Bogatstvo najdeš v stabilnosti svojih čustev, ki postaneš trdnava pred nemirnimi vetrovi. Ne pusti se zmesti ali prestrašiti tvoje notranje ravnovesje in moč, ki te vodi skozi vsako preizkušnjo. Za vas je zelo, zelo pomembno, ovni, da v bistvu se ne predajate ali strahovom ali tega, kaj so drugi ljudje rekli, zakaj so to rekli, so vas hoteli prizadeti. Zaradi tega, ker vam bojo sam pobrali neko mentalno polje, neke misli, ki vam pa ne bojo prišle dobro, ker bi vam ful pokurali neke energije. Ne se pustiti mentalno zmes. Tisto, kar ste se vi odločili za svoje življenje, tisto, kar si vi želite za svoje življenje, naj bo vaša resnica. Ne glede na to, kjer Janko, Branko pa Metka Cvetka imata svoje mnenje o tem, ne tega zamajati, ne se pustiti zmest. Torej vse misli, ki ste imeli do zdaj o sebi, o svojih sanjah, naj vam nišče tega ne vzame. Ne se temu odpovedati, zato ker je imel nekdo neko mnenje o tem, pa da vam pa to pa ne bo ratalo, pa da je to itak čist brez veze, pa ne vem kaj. Zelo pomembno za vas, ovni. In naslednji ste biki. Biki. Karta za bike. 27 Serapis Bey. Bogatstvo najdeš v spremembi razmišljanja, kjer stari vzorci ne prenašajo več želenega. Odpira se novim pristopom, prav tam leži ključ obilja. Odpri za sveže perspektive. Zdaj vas bi bilo dobro, da pogledate, katero razmišljanje vas v življenju obremeni, vas pol malo vrže v apatijo, da potem stvari ne naredite, pa ste mogoče malo jezni nase, ki jih ne naredite in tako dalje. Ful bi bilo dobro, da uvedete novo
razmišljanja o svojem delovanju. Stvari, ki vam ne funkcionirajo, poglejte, kako delujete do njih, kakšen odnos imate do njih in ful bilo dobro, da jih spremenite, zato da potegnete manifestacijo naprej, ker samo od sebe to šlo ne bo, ampak morate vi na tem narediti. Ful je dobro, da zavzamete nove principe razmišljanja, delovanja, da začnete stvari delati drugače, bolj odločno in bolj intenzivno in tudi hitrejše. In to bi bilo za vas v tej zimi nasplošno zelo pomembno, ne? To ste bili biki, po bikih imamo pa dvojčke. Dvojčki, karta za dvojčke. Karta številka 36, Mercury, bogatstvo najdeš v močnem glasu. Ne bodi tiha miška, izrazi svoje misli in sledi svojemu notranjemu učitelju. Imaš tudi sposobnost predavanja in svetlobnega dela s pisano ali govorno besedo. V bistvu je za vas tukaj zelo pomembno, da začnete deliti svoje misli, ker so neposredno povezane z vašo manifestacijo. To pomeni, če imaš neko idejo ali pa neko sporočilo, dejo ven v svet, zaradi tega, ker si lahko bogato nagrajena. Mogoče hočeš napisati knjigo, mogoče hočeš organizirati neko predavanje, pa se ti zdi, pa kdo bo to poslušal, pa kdo bo to prišel, pa tako dalje, ampak bo, definitivno. Imate neke misli, ki bi bilo dobro, da bi bile izražene na večje, da bi več ljudi to slišali, ker bi ljudje temu sledili in zaradi tega, ker danes govorimo o manifestaciji, bi bili tudi manifestacijsko definitivno nagrajeni. Tako da, dvojčki, razmislite o tem. Po dvojčkih imamo pa rake. Raki, vaša karta pa je karta Hathor 34. Bogatstvo najdeš v spominih prejšnjih življenj. Raziskuj svoje pretekle inkarnacije in aktiviraj darove iz njih. Tvoja duša je stara in modra, imaš tudi svečeniške darove, ki ti bodo prišli prav. Za vas bi bilo dobro, dragi raki, da bi se ful posvetili meditaciji zaradi tega, ker neke stvari, o katerih vi razmišljate, kako bi jih rešili, kako bi jih dobili, kako bi jih aktivirali in tako dalje, ste vi v prejšnjih življenjih in svojimi duhovnimi izkušnjami že naredili in jih znate ponoviti. Ampak v bistvu za vas ima duhovna rast. Meditacija ima za vas v bistvu način, kako lahko to dosežete. Poglejte, kaj razmišljate zadnje čase, kaj hočete doseči, kako hočete narediti, pa se vam mogoče misli zatakne o tem, kako naj pa to naredim, in poiščite to v meditacijah ali pa na duhovnih tečajih. Lahko se spogledaš tudi pri meni tečaj mističnega prerokovanja, ko uči take stvari pa take vpoglede, zato da bi te misli dejansko lahko nekam speljali naprej, ampak ne morejo same po sebi, rabijo pač neko orodje, rabijo neko pomoč, ne? Skratka, to sta bili rakci, ne? In po rakih imamo leve. Levi, kaj boste pa vi razmišljali, pa vaše samozavestne glave. Okay. 25. Šiva. Bogatstvo najdeš v svobodi, ki jo prinese spuščanje perfekcionizma. Ko sprejmeš nepopolnost kot del poti, se odpreš resničnemu obilju življenja, kar potem biva v naravnem toku in preprostosti. Levi, vi ste včasih mislili tako, ali bo tako, ali pa ne bo nič, ali bo pa kar konec sveta. Levi ste zelo tako, my way or no way, moj način ali pa ni načina, ne? Za vas bi bilo zelo dobro, da mogoče v to razmišljanje, da če ni čist nekaj po vaše, pa da ni čist tako, kot si vi mislili, perfektno narejen po levih standardnih, da pa to sploh ne bomo naredili in jaz se pa sploh ne mislim ubadati s tem. Škoda je, ker bi zaradi tega dosti manifestacije čakali. Dajte v mesecu novembru delati na tem, da tudi, če ni vse postavljeno, tisto, kar hočete narediti, na nekem perfektnem piedestalu, bi lahko rekli, a ne, vse to naredite. Zaradi tega, ker tudi majhna, pa delna manifestacija boljš, kot da ni manifestacije, zato ker čakaš. Za vas je ful pomembno, ker to je šiva, ne, da v mesecu novembru nič ne čakate, da res čim več naredite.
čim več naredite in ustvarite, zdaj nič ne čakati, ne čakati kao nekega idealnega trenutka, zato ker tudi manifestacije, ko še ni vse popolno, tudi štejejo. Okay? In potem ste tukaj device. Kaj boste pa razmišljale, device? Da vidimo. Vaša karta. Karta 7 kajl morja. Bogatstvo najdeš v deljenju svoje svetlobe z drugimi, ko postane svetilnik, v nevihti nekoga drugega, tvoja luč ne ugaša, temveč sije še močneje. Bodi svetloba, ki razblini temne oblake drugih ljudi. Vaše misli, če hočete dobro manifestacijo zase, naj bo, kako lahko pomagam drugim ljudem. Ali imam kakšne nasvete, ali imam kakšno določeno storitev, kaj je tisto, s čimer lahko pomagam, prinesem doprinos. Ne sam, meni se to dogaja, jaz imam zdaj to v življenju, to je najbolj pomembno, jaz, moje življenje. Nimate manifestacije v tem. Bolj je pomembno, da pogledate del nečesa večjega, širšega, kar ste, a lahko, ne vem, pomagate v službi, a lahko pomagate z neko kariero, a lahko pomagate na socialnih omrežjih, kakorkoli že je, kako lahko pomagate. Torej, misli o tem, kaj jaz s tem, kar jaz znam delati, pa kar pač jaz ustvarjam, kje lahko pomagam, da tudi nekdo drug doseže svojo manifestacijo in tam noter dobite svojo nagrado. Če boste preveč, jaz, pa da, to se meni dogaja, najbolj je pomembno, kar se meni dogaja, potem ne bi dobili nagrade, ki bi jo hoteli, zaradi tega, ki bi se vam okolica uprla, lahko bi vam neke stvari odvzeli, kar pa res nočemo, ne? Tako da boljše bi bilo, da greste na tak način, da malo pogledate na širše. Ne? Po devicah imamo pa tehnice. Evo, tehnice. Tehnice imate pa karto Lorda Maitreya, številka 17. Bogatstvo najdeš v modrosti, ki jo prejmeš od drugih, ko se odpreš učenju, predavanjem in meditacijam, prepletaš niti znanja v tkanino tvoje duše, vsako znanje spodbuja tvojega. Za vas bi bilo ful dober, da si glavo napolnite z nečem novim, ne samo kakšna nova serija, pa videoigrca, pa kakorkoli že, ampak ful bi bilo dober, vaše misli potrebujejo osvežitev, rabijo iti na nek nov nivo. Se ne pravim, da ste čist mentalno zaspali, ampak kakršnokoli in duhovna znanja so zato najboljša. Novo znanje, nekaj, kar spodbuja novo razmišljanje, nekaj, kar spodbudi, da tvoja glava se z nečim novim ukvarja, bi bilo za vašo manifestacijo ključno. Kot da rabite neke dodatne informacije in upravljate neke dodatne energije za manifestacijo, ki si jo vi želite, ker ne more na starih sistemih razmišljanja to biti zgrajeno. Okay? Tako da to bi vam definitivno prav prišlo. Ne? Lahko si pogledate mogoče akaško psihologijo, ki se 8.11. začne pri Michaelu, pri mojem možu. To bi bilo za vas recimo en tak dober tečaj, ki bi ga priporočala. Potem imamo tukaj škorpijone. Kaj pa škorpijonovo razmišljanje? Številka 12, Apollo. Bogatstvo najdeš v iskanju novih znanj, kjer se odpiraš razodetnje onkraj rutine. Ne obstani v varnem zavetju znanega, kaj ti rast prihaja s širjenjem obzorij. Poklič me in vodi te bom. Tole je karta, dragi škorpijoni, kjer vaši možgani ne marajo biti dolgočasani. Vaši možgani mogoče v bodočem obdobju ne bo pasalo to, a veš, zjutraj vstanem, grem v službo, pridem domov, nekaj pojem, vsi vikendi so isti, vsi pogovori so isti, vsi odnosi so isti, vsako nedeljo isto stvar delamo, na ista kostila hodimo. Vaš mentalni proces bi se zdolgočasil in lahko bi v enem trenutku ratali tudi malo naporni, lahko bi ratali malo nejevoljni, kakor malo nezadovoljni. Rabite stopati ven iz rutine, rabite začeti neke nove stvari, drugače preživljati svoj čas, malo spodbuditi razmišljanje o drugih stvarih, kakor jih že leta in leta delate na nov način, ko se razširite obzorja, da nekaj date v sebe nekaj novega. To bi bilo za vas ful dobro. In še zadnji ste potem tukaj strelci. Dragi strelci, kaj pa vaše razmišljanje? Vaše razmišljanje pa bo prevzela Minerva, boginja in karta številka 10. Bogatstvo najdeš v raziskovanju novih obzorjih, kjer potovanja oživijo tvojo dušo. Pojdi na pot, dopusti si oddih
kajti v svežih doživetjih se skrivajo ključi do tvoje prenove in notranjega miru. Za vas bi bilo dobro, da malo zamenjate okolje, strelci. To pomeni vaše novo razmišljanje o tem, kaj se je v življenju mogoče, kako stvari funkcionirajo. Če si včasih znotraj enih in istih okolij, pa znotraj tudi navsezadnje ene in iste države, težko vidiš, da obstaja še karkoli večjega, drugačnega, večje možnega. Za vas bi bilo dobro, da greš na kakšno potovanje v tujino, v neke kraje, sama veš, tako, pač je nek mir, pa neke toplice, tam, ko se namakaš, neki kraj, kjer lahko kaj obiščeš, ali ne vem, seminar, razstavo, ali veš, predstavo, ali pa karkoli drugega, nekaj nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj, kar delajo to, kar mogoče v Sloveniji ne delajo. Ful bi bilo dobro, da bi vaši možgani videli nekaj novega, nekaj drugačnega, spoznavali neka nova okolja. To zato, ker bi se iz tega definitivno lahko veliko naučili in veliko potem tudi implementirali v svojo manifestacijo. In to je bil naš nebeškoskop za mesec november. Zelo pomembno je, kaj se v mesecu novembru dela na mislih. Zelo pomembno je, kaj se dela na mentalu. Zaradi tega imaš tudi pri nas, bomo v bistvu zelo se podredili tej manifestaciji in manifestaciji z mislimi. Tako, poglej si tečaj 8.11. akaška psihologija, ki ustvarja res novo resničnost z mislimi. Konec meseca pa prihaja ta avalonski tečaj, kjer ustvarjaš magijo z mislimi in obredi, in tečaj mističnega prerokovanja, kjer se naučiš, kako lahko neke energije preberaš v naprej in jih tudi razumeš. Vse to pa seveda, kot sem že omenila, tudi pomembne meditacije, ki jih imamo, pomembni energijski premiki so v zraku. Vse to in še več najdeš na potovanjeduše.si. Želim ti izjemen in pomemben manifestacijski mesec. Do naslednjič, lepo se imej.